smo že prej slišali pesnika Janeza Medveška, tam zadaj pa je njegova krajina z rdečim makom, torej tam se nam Janez Medvešek predstavlja tudi kot slikar. Likovna ustvarjalnost Janeza Medveška je tematsko vezana na krajino, po njenih prostranstvih avtor neutrudno potuje, odkriva veličastne manifestacije prostorskih danosti in opazi drobne, a slikovite kotičke. Lepote narave so mu prirasle k srcu in prav iz te simbioze se rojevajo njegovi likovni zapisi. Na slikarski koloniji na Sinjem vrhu smo imeli tudi udeleženko iz Makedonije Lenče Mitevsko. Žal njene slike ni tukaj na razstavi, ker je bila že prodana, če se ne motim, vendar se je Sinji vrh na poseben način dotaknil. Svoje bivanje na Sinjem vrhu je podaljšala še za teden dni in nastal je nov ciklus njenih tipičnih prelepih slikarskih zgodb, ki so že bile razstavljene, gospa Jožica, nekje v Novi Gorici. Mislim pa, da bo tudi ta razstava pripotovala sem v Ljubljano. No, tukaj imamo še enega strokovnega sodelavca, Toneta Seiferta, ki je na Sinjem vrhu slikal, likovno interpretiral impresijo trenutka, ki je bil resnično globoko osebno doživet. Njegova slika je čisto zadaj na vaši levi. Likovni interpretaciji krajine dodaja lastna občutja. Zato so poteze tiste, ki sledijo slikarjevim stanjem in razpoloženjem, zato tudi barve ne odslikavajo le naravne barvitosti sveta, ampak svojo dokončno vrednost dobijo šele z notranjim mešanjem. Tukaj je prisotna tudi slikarka Jana Vizjak, ki je naslikala slike tukaj na moji levi. Na Sinjem vrhu je Jana Vizjak vzpostavljala ustvarjalno komunikacijo, predvsem s figuralnimi liki iz biblijske ikonografije. V upodobitvi vstalega Kristusa zaživi vsa slikarkina moč, saj se v polnosti udejanijo prvine njenega slikarstva. Slikarka in njena slikarska dela seveda prekipevajo v izraznosti vstajenskega življenja. Edi Žerjal, imamo tam od zadaj njegove slike, tisti kolaži. Edi Žerjal se je na Sinjem vrhu ukvarjal predvsem s kolažem. Koščki papirja so artikulirani s trganjem, kar jim daje živo obrisno linijo. S plastenjem se pojavlja tudi latentno prisotna risba, to je kontura novih, na nek način sublimnih oblik. Njegov brat, slikar Franko Žerjal, tukaj zadaj so njegova dela. Slikarstvo Franka Žerjala ni reducirano le na barvo in črto kot elementarni likovni izrazili, vse skozi je namreč čutiti avtorjevo afiniteto do stika z materiali, z otipljivo snovnostjo, ki mu omogoča modeliranje oziroma vzpostavljanje in naglaševanje tistih elementov, ki imajo v likovnem zapisu dominantno mesto. No, in potem je tukaj še moja slika. Sama se ukvarjam kot ustvarjalka tudi s keramiko, ilustracijo in grafiko.
Ana Marija Stibilšajn je zapisala, da prav ta multimedijskost se odraža v njenem, torej v mojem slikarstvu in tvori zanimivo simbiozo. Slikovne površine so strukturalno polne, vsaka linija ima svojo vlogo, je zapis, je opis, je simbol ali metafora. No, potem moram povedati, da smo imeli na Sinjem vrhu tudi nekaj častnih gostov. Med njimi je bil Mirsad Begić, tukaj imamo 3 njegove likovne zapise. Bil je letos povabljen kot častni gost, predvsem zato, ker smo pred 9 leti, torej leta 2000, doživeli njegovo udeležbo in v njegovem delu ga je takrat nagovoril prav otrok. Prav zaradi tega, ker je letošnja umetniška kolonija namenjena otrokom, se nam je zdelo umestno, da ga povabimo in seveda Mirsad Begić se je z veseljem odzval in daroval Karitasu 3 dela na temle zidu. No, potem imamo udeleženko, ki je z nami že od prve kolonije naprej. To je slikarka Marta Jakopič-Kunaver. Zlahka prepoznamo njene slike tukaj zadaj, ki žarijo od barvitosti, od nekakšnega čudovitega veselja in so seveda polne ene izrazne moči. Še nekaj bi morala povedati o gospe Marti Jakopič-Kunaver. Namreč Marta je izredno čuteč človek, ki tudi med letom rada daruje svoje delo in sproti ves čas pomaga pri reševanju stisk ljudi, ki jih srečujemo pri karitativni dejavnosti. Odzvala se je kot častna gostja tudi Mira Ličen-Krmpotič, žal njene slike tudi nimamo tukaj razstavljene. In zelo smo bili veseli, ker se je odzval tudi Marjan Skumavc, tukaj v kotu je njegov vinograd. Žal se zaradi bolezni kolonije ni mogel udeležiti, pač pa je to delo daroval oziroma poslal preko svojega kolega. Darovali so tudi, tudi v preddvir oziroma v sosednjem prostoru imamo še precej likovnih del darovalcev, ki so na tisti četrtkov dan odprtih vrat prišli na Sinji vrh in darovali. No, teh vidim, da je tukaj kar 80, če sem prav preletela. No, toliko o vsem tem. Mogoče, ko sem gledala te slike in razmišljala o vsem skupaj, o umetnosti, o vseh nas, ki ustvarjamo, darujemo in tako naprej, sem pomislila na freske križevega pota na Gradišču pri Vipavi, tam dol pri nas v Vipavski dolini. Naslikal jih je Krištof Zupet. Njegov brat, profesor Janez Zupet, je ob freskah svojega brata zapisal: umetnost je spoprijem s celovito stvarnostjo življenja, je razreševanje njegovih najtrpkejših in najslajših skrivnosti. S temi besedami bi vas povabila v svet podob, naužite se jih, naužite se njihove izrazne moči, naužite se njihovega duhovnega naboja.